Pozdravljeni, kaj imamo v roki? Nekaj dišečega. Diši po cimetu, po vaniliji, po toplih objemih, pa prijetnih stvareh. Kaj bi bilo to? Jaz vem. To je poseben čarobni prašek za prijateljstvo. Takole si lahko najdemo prijatelje. Ampak veste, ni samoumevno, da imamo prijatelje. Pravzaprav je težko najti prijatelje, tiste prave prijatelje. Kako pa se je tega lotila Miška? Pa si bomo prebrali v pravljici Miška želi prijatelja. Nekoč je živela Miška, ki je bila ves čas osamljena. Ni imela prijateljev. Nekega dne pa se je odločila, da si jih poišče. Take prave prijatelje. Kar takoj se je odpravila na pot. Hodila je ves dan in preden je opazila, se je znočilo. Jaz nesrečnica, je jadikovala Miška. Tako temno je postalo, jaz pa samcata. Skoraj bi zajokala, če ne bi v temi zagledala majhne, neznatne lučke. Kdo si? Je skoraj neslišno vprašala drobno lučko, ki je begala sem in tja. Kresnička sem, je odgovorilo bitje. Kako sem te vesela! Bi ostala pri meni čez noč? Temno je in zelo me je strah. Seveda, nič ne skrbi, je prijazno obljubila Kresnička in vso noč svetila Miški, da je lahko mirno spala. Zjutraj se je Miška zbudila in poleg sebe zagledala črnega hrošča. Kdo pa si ti? Tako črn in grd kot noč, se je skrozila Miška. Ponoči se ti pa nisem zdela grda kot noč, je užaljeno rekla Kresnička. Ojej, oprosti, nisem te spoznala. Zdaj, ko nimaš lučke, si čisto drugačna, se je opravičila Miška. Tudi ti si čisto drugačna, zdaj, ko je dan in te ni več strah, se je namrnila Kresnička in odletela. Miška si je pomela oči in se ozrla okrog. Tako sem sama. Najbolje, da si poiščem prijatelja, je rekla Miška in se spet odpravila na pot. Tekla je in tekla, a še preden se je utrudila, jo je ujel dež. Nebo je potemnelo, razbesnela se je huda nevihta. Miška je bila premražena in premočena do kosti, strele so švigale in Miška se je hudo bala. Revica, saj drgetaš, jo je prijazno govoril neznani glas. Tako me zebe in strah me je Miška od strahu kar mižala. Nobenega zavetja nimam in daleč od doma sem. Pridi na toplo v moj dom, je neznanec ponudil pomoč. Miška se je kar miže pustila peljati v ponujeno zatočišče. Bilo ji je prijetno in je zaspala. Medtem se je nevihta polegla in posijalo je toplo sonce. Miška je odprla oči in zagledala Krta. Kdo pa si ti, ki se potekaš tot okoli z blatnimi, lopatastimi šapami? Je neprijazno vprašala. Krt sem, krtina, v kateri si tako lepo spala, je moja, je užaljeno rekel Krt. Povabil sem te, da si bila na suhem in toplem, zdaj me boš pa zmerjala, ti ošabna miš. Ojej, se je opravičila Miška, Krt pa se je užaljen zaril pod zemljo. Miška se je odpravila naprej. Kmalu je postala zelo lačna. Sedla je ob rob poti in jadikovala. Kako zelo sem lačna, tako zelo.
to slišal. Izvoli, je prijazno rekel neznanec in ji ponudil nekaj hrane. Kako slastno, kako dobro. Hvala ti, neznanec. Kdo pa si? Je vprašala miška, ko si je napolnila trebušček. Dihur sem, je odgovoril neznanec. Kaj? Smrdljivi dihur, se je zgrozila miška. Kaj? Prej, ko si bila pa lačna, pa nisem bil smrdljiv, je zavihal nos dihur in užaljen odšel. Oprosti, je za njim zaklicala miška, pa je ni več slišal. Tako sem sama. Nobenega prijatelja nimam, je zajokala miška. Takrat pa je zaslišala veter, ki je ves čas neopazno pihljal naokrog. Miška, jo je nagovoril, toliko prijateljev si srečala, pa si vse zavrnila. Miška se je zamislila. Zelo nesramno se je vedla do tistih, ki so bili z njo prijazni. S svojimi besedami je užalila prijazno kresničko, gostoljubnega krta in radodarnega dihurja. Prav zares, nikoli več se ne bom tako obnašala, je sklenila. Premislila je in se odločila, da se bo vrnila domov. Na poti je poiskala dihurja, krta in kresničko. Vsem se je opravičila in jih povabila k sebi domov, kjer je skuhala čaj in postregla s piškoti. Tudi veter je bil povabljen. Ugotovila je, da boljših prijateljev še nikoli ni imela. Tisto noč je miška sladko spala. Sanjala je najslajše sanje, kar si jih morate zamisliti. V njih se je igrala s čudovitimi novimi prijatelji. Pa lahko noč, miška,